Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Kot že vsa leta doslej se bo tudi letošnji teden slovenske drame tradicionalno začel na Svetovni dan gledališča 27. marca, končal pa 8. aprila. Festival bo tudi letos obširen, bogat, 16 predstav, spravi 8 v tekmovalnem, 5 spremljevalnem, 3 v mednarodnem. Poleg tega pa vrsta dodatnih dogodkov, tistih, ki spremljajo festival, ki obogatijo festival. Na 47. teden slovenske drame se je prijavilo 35 slovenskih predstav in 4 tuje. Letošnjo selektorico uprizoritev magistro Tejo Rogelj preseneča, da samo 1/3 predstav temelji na dramski formi v običajnem pomenu besede, veliko pa jih je nedodelanih. Kot enega od kriterijev pri izboru si je zadala kompleksnost uprizoritev in dovršenost predstav. Ob tem pa sem seveda upoštevala tudi pravilnik festivala, ki pravi, da festival neke najbolj reprezentativne predstave vključuje. Zato sem upoštevala tako odmevnost uprizoritev pri publiki, kot tudi pri kritiški javnosti. Kot glavna kriterija sem si pa postavila kompleksnost in dovršenost uprizoritev. In sicer, če so nastale po dramskih besedilih v običajnem pomenu besede, me je zanimalo, kako so sledile besedilu same uprizoritve, kaj so v njih izpostavile, kateri elementi vsebinski ali estetski so ustvarjalce zanimali, kako je režiser usmerjal igralce, ali ima uprizoritev igralske presežke, ali samo dejanje teče gladko ali zastaja, skratka neke čisto gledališke kriterije teatrske. In pa seveda me je zanimalo tudi, kako uprizoritve korespondirajo z našo stvarnostjo, z našo politično in družbeno vlogo v svetu. Tematika tekmovalnega programa bo torej izredno pestra. Klasika pomešana z muzikalom, Grumov dogodek v mestu Gogi v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča Trst, Vilčnikova duhovita komedija Tarzan v izvedbi ljubljanske drame, Filipčičeva in Dergančeva družbeno-politična Butenskala v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Slovenskega mladinskega gledališča, politični predstavi Republika Slovenija v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča in Maske ter Mi, evropski mrliči Simone Semenič v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča. Predstava Ich kann nicht anders kolektiva Beton Ltd. V produkciji Bunkarja govori o vlogi umetnika v družbi. Uprizoritev Plovemo v izvedbi Anton Podbevšek teatra iz Novega mesta pa je uprizoritev, ki temelječa na igricah Dominika Smoleta, ki na en zelo dovršen, izdelan, kako bi rekla, intenziven način združuje koreografijo in dramsko gledališče. In predstava Svetovalec v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega gre za praizvedbo prvenca očeta slovenske režije povojne, Mileta Koruna. Gre za zelo zahteven dramski tekst, do katerega so ustvarjalci pristopili domišljijsko, domišljeno, zelo zanimiva režija in tudi z živimi, razigranimi igralskimi kreacijami. Tudi zelo duhovita, tudi zelo resna, skratka, zelo celovita uprizoritev. V spremljevalnem programu si bomo lahko ogledali 5 uprizoritev, ki temeljijo predvsem na komorni zasedbi in intimnem odnosu igralec-gledalec. Teden drame bo kot vsako leto nagradil najboljšo predstavo in najboljšega mladega dramatika ter postregel še z dodatnimi dogodki, dnevom nominirancev, dramskimi delavnicami, okroglo mizo in seminarji. Drug tak dogodek, na katerega bi pa opozorila, so spet tudi že tradicionalno dramske delavnice, tokrat pod vodstvom večkratne Grumove nagrajenke Simone Semenič, ki ona bo v bistvu na nek način iz prijavljenih izbrala okrog 9-10 slušateljev, s katerimi bodo pisali kratke dramske tekste. Tudi to je ena stvar, ki mislim, da je zelo zanimiva in to za vse generacije. Od najmlajših do najstarejših se lahko prijavijo. Posebnost letošnjega tedna drame bo 5-dnevni seminar o audiodeskripciji za gledališče oziroma zvočni opis dogajanja na odru oziroma vizualnih delov, ki omogoča spremljanje predstave slepim in slabovidnim.
Metodo pri nas bomo pravzaprav odprli tudi v smer kreativnosti, kaj pravzaprav principi zvočnega opisa lahko prinesejo v sam ustvarjalni proces. Se pravi, kako lahko ustvarjalci že sami pri ustvarjanju predstave vključujejo to novo senzibiliteto v svojo produkcijo. 47. teden slovenske drame, ki je tako rekoč pred vrati, bo ponudil pestre in zanimive dogodke, kljub finančnim težavam, ki jih pestijo zadnja leta, ko država nekako nima več posluha za umetnost, pa še vedno ustvarjajo kakovostno delo in skrbijo, da gledališče še naprej ostaja živo.